Za zaključek oddaje pa gremo še k naši ekipi Mal na zrak, ki smo jo v okviru akcije Share Dunlop Spirit poslali na popotovanje do Škotske. Predtem pa smo jih pripravili tudi na vozniški izziv, vožnjo po levi strani. Tako po teoretični plati, recimo povedali smo jim, da so se nekoč tudi po Sloveniji vozili po levi strani, in v simulatorju, kjer smo lahko preizkusili, kakšna je njihova vožnja po levi strani. In poglejmo, kako so to prenesli v realnost. Že takoj, ko se izkrcaš iz trajekta na britanskem otočju, kar naenkrat voziš po drugi strani. Zakaj in kako je do tega prišlo? Evo, poglejte si. Vse se je začelo v Rimskem cesarstvu, ki je na veliko gradilo ceste po vsem svojem ozemlju. Zato so morali vzpostaviti določene cestne predpise. Jahali so po levi strani, zato da so lažje izvlekli meč z desnico in se borili s svojimi sovražniki. Prav tako pa so se tudi lažje pozdravili s svojimi prijatelji, ki so jahali v nasprotno smer. Ave! Vožnja po levi ni noben bav. Moraš pa biti še dodatno zbran in dobro imeti zraven nekoga, ki bo prav tako gledal na cesto in te predvsem v križiščih spomnil, v kateri pas zaviti. Zgodba, kako so Američani prišli do vožnje po desni, je drugačna od tiste v Evropi. V Ameriki so imeli ogromne kočije z velikimi vpregami, kočaš je sedel na zadnjem levem konju, zato da je z desno roko lahko pičal vse konje pred sabo. Vozili so pa po desni strani, to pa zato, da če je prišla nasproti kočija, jo je lahko kočaš videl in tudi poskrbel, da je šla njegova kočija mimo, brez da bi se zaletel. V Evropi pa je stvar drugačna. Ne ve se točno zakaj, ampak Francozi so najverjetneje samo zato, da bi nasprotovali Angležem, zamenjali smer vožnje, kasneje pa je Napoleon na svojevrstnem Eurotripu dokončno uveljavil sistem, ki ga danes poznamo po vsej Evropi. V Angliji pa je vse obrnjeno. Prehitevalni pas je skrajni desni, v krožišča se gre v levo in namesto desnega velja levo pravilo. Kure pa imajo absolutno prednost. Vozniki tu so vajeni, da tuji avti niso tako suvereni v križiščih. Prav vsi, ki smo jim morda povzročili par sivih las, so bili strpni in potrpežljivi. Vsekakor je vožnja po levi izziv, ampak obvladljiv, tako da nas to ne odvrača od nadaljnjega raziskovanja. Pa kar na pot.